Ošpice v Mariboru so pri marsikomu že v začetku pomenile razlog za preplah. Vse obravnavane obolele so v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor že ustrezno zdravili, nekatere z večjimi zapleti kot druge, a vendar. Ocenjujemo, da je cepljenje eden od najpomembnejših dosežkov medicine. Rezultati cepljenja so vidni zato, ker imamo na srečo zelo malo bolnikov, da je pa cepljenje varno, učinkovito, prav tako ocenjujemo. 100% učinkovitosti cepiva ni mogoče zagotoviti. Po sobotni postavljeni diagnozi ošpic so v UKC reagirali hitro ter identificirali vse možne osebe, ki so bile v stiku s kužno osebo. Učinkovitost cepiva je približno 97%, 3% so tako imenovani neodzivniki. In da je prišlo do okužbe, potem se izkaže, kako potrebno je cepljenje za vse v populaciji. Ker če dam en tak številčni prikaz, predstavljamo si prostor, kot je tale s stotimi ljudmi, ki so vsi cepljeni, popolnoma cepljeni proti ošpicam in se pojavi potem nekdo z ošpicami v tem prostoru. To pomeni, da jih bo 97 ostalih zdravih. Na področju Maribora se odstotek precepljenosti viša. Tako naj bi se v Mariboru z 91% dvignil na skoraj 95%, kar je že meja, ki zagotavlja ustrezno precepljenost. Matematično dokazljivo, da se pojavljajo epidemije samo tam, kjer precepljenost v populaciji pade recimo pod 90%, oziroma mini epidemije, če pade recimo pod 94–93%. V ZDA praktično sploh niso imeli ošpic, dokler je bila precepljenost blizu 100%. Zdaj pa se pojavljajo te epidemije. To je mogoče čisto matematično razložiti epidemiološko. Vseeno so epidemije ošpic nedvomno, pa tudi vse ostale epidemije bolezni, proti katerim cepimo, so nedvomno zginile zato, ker cepimo, ne z nekega drugega razloga. To ni dvoma. Na eni strani imamo tako zdravniško stroko, ki stremi k kolektivni imunosti, na drugi pa različne skupine, ki zaradi stranskih učinkov cepil zavračajo cepljenje, tako sebe kot tudi svojih otrok. Imeli smo tak primer, otrok ni bil cepljen, starši tudi niso želeli zaščite z imunoglobulini. V tem primeru pač ostaja karantena. Otrok mora biti doma v domačem varstvu do 21. dne. Zdaj, če je tako bolan, seveda potrebuje tudi bolnišnično zdravljenje, bo obravnavan tako kot vsak drug otrok, drugače pa bo ošpice preboli doma. Razloga za preplah zaenkrat vsaj kot pravijo ni. Vsaka povišana telesna temperatura še ne pomeni pojava ošpic, je pa najbolje, da v primeru suma pokličete osebnega zdravnika, ki bo svetoval z nadaljnjimi koraki.